Izbor za najboljšo poslovno knjigo poteka letos prvič. Kako ste se tega lotili, zakaj in kdo je zmagovalec? Celotno zgodbo sva ob neki kavi zakuhala skupaj z Zdravkom Kafolom, ki vodi Združenje založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije, in razmišljala, kako lahko povežemo interese menedžerjev in pa interese založništva, in seveda je presek poslovna knjiga. Zavedamo se, da je poslovna knjiga en žanr, ki v Sloveniji zelo težko donosen, delno zato, ker ljudje raje berejo, tisti, ki berejo, hitro vzamejo knjige predvsem iz angleške literature, ampak vendarle se nam zdi izjemno pomembno, da obstajajo slovenski prevodi, da obstajajo slovenski avtorji, ki pokrivajo tematiko poslovne narave. Tako smo letos odločili, da naredimo tako nulti projekt, pilotni, pogledamo, kaj se na slovenskem knjižnem sejmu z tega področja ponuja. Sestavili smo komisijo, v kateri smo bili Amadeja Dobovišek, Andreja Kudrin, Andrej Božič in pa Bojan Brank ter moja malenkost. Pregledali, kaj na slovenskem knjižnem sejmu slovenski založniki danes ponujajo, pregledali, na koncu prišli do knjige, ki se nam je zdela, da je sporočilna, zanimiva, uporabna za današnji trenutek. Knjiga, za katero smo se odločili, pa je Poštena resnica o nepoštenosti Dana Ariela, psihologa, ki se ukvarja s tem, kako ljudje funkcioniramo, in govori o tem, kako pogosto lažemo drug drugemu in samim sebi. In s tem, ko malo goljufamo, pravzaprav prispevamo k velikim napakam, spodrsljajem, bankrotom podjetij, in obratno, kadar to ne počnemo, kako lahko z malimi potezami pravzaprav prispevamo k nečemu dobremu. Tako da se nam zdi, da je eno tako sporočilo, ki vrača se k nekim vrednotam in hkrati opozarja, da je goljufanje obča človeška lastnost, za katero se moramo vsakodnevno boriti, da jo izkoreninimo. Zakaj ste se odločili za pošteno resnico o nepoštenosti? Ja, avtorja Dana Arielija, vedenskega psihologa, smo spremljali že poprej. On je že 2 knjigi napisal, izšle sta tudi po uglednih založbah. Prva, Predvidljivo nerazumni, je tudi izšla v slovenščini, druga pa potem ne več. Njegova knjiga Poštena resnica o nepoštenosti se nam je zdela, da posega na neko novo področje, kar v bistvu prej še ni bilo v tem smislu dobro obdelano. Knjiga, ki sem jo kupil takoj po izidu in prebral, me je v bistvu v tem smislu prepričala, da ponuja nekaj novega za slovenski knjižni trg, in od tukaj pač do izida je v bistvu samo še nekaj korakov. Za to knjigo smo se pa odločili prvenstveno zaradi tega, ker v bistvu je primerna tako za čist, kateregakoli posameznika, kot pa tudi recimo, kar pač o čemer priča ta nagrada, za neko bolj, rečemo, strukturirano pa profesionalno publiko, kot so recimo tudi poslovneži. Kje je danes poslovna knjiga na slovenskem knjižnem trgu? Ja, če bi malo karikiral, bi rekel nikjer, oziroma če sem pa malo bolj realističen, je pa pač ta segment knjižne produkcije v zadnjih, rečemo, 15 letih precej nazadoval. Če spremljamo recimo razvoj v zadnjih 20 letih, vidimo, da 90-ta so povzročila za svojim podjetniškim spolom na splošno veliko število knjig, veliko raznih založb, tudi zelo kvalitetni naslovi so izhajali recimo v okviru GV založbe in tako naprej. V zadnjih 10 letih je pa to precejšen upad tovrstnih knjig. Najbolj zaradi tega, ker pač na trgu se te knjige potem ne odrežejo dobro, jih je pa relativno zahtevno narediti, tako da recimo upam, da bo ta nagrada pripomogla k temu, da se bo zanimanje za take knjige zvečalo in da v bistvu jasno se bodo potem založniki pogosteje odločali zanje.